Kaj bi želeli, mlada dama? Jaz bi želela eno milo, kar po vaši izbiri. Mislim, da vam lahko priporočam tega terpentinovega. Drobne reči za nego telesa, sladkarije, petrolej, vse to in še marsikaj je ponujala Fabjanova trgovina. Danes je odsev ponudbe in povpraševanja, ki so ga spretni trgovci in proizvajalci na prelomu stoletja že znali začiniti tudi s promocijo. Ko je 1901. švicarski slaščičar Philip Suchard na tržišču predstavil čokolado z imenom Milka, je bila prava uspešnica, njen prvi zaščitni znak pa planšarski kuža. Ljubko bitje, ki ga je v 30 letih zamenjala krava, v 70-ih pa so jo obarvali vijolično. Med najbolj željenimi artikli je bila tudi kava, eksotična pijača, ki so jo kupovali po gramih. Da bi kupci bolje izbrali praženo, surovo, braziljano ali drugo, so jo hranili v takih napol steklenih posodah. Prava kava je bila precej draga za tiste čase. Vse tiste cikorije, ki so jih radi pili kot belo kavo, so potem začinili z ščepcem prave kave. Okuse in vonje daljnih dežel je bilo moč čutiti tudi v začimbah, kakavu in čajih. Iz kolonialnih dežel so najrazličnejše blago z ladjami pripeljali v Trst, od tam pa na Kras in še kam. Kakovost je bila konkurenčna prednost, ni naključje, da so na umetelno izdelane embalaže proizvajalci zapisali najkrajšo pot, po kateri so potovale ladje s čajem, denimo, garancija za svež izdelek. Trgovec je lahko imel koncesijo za prodajo tobačnih izdelkov, soli, sladkorja, vrednotnic, nekakšnih kolekov za dokumente, pa tudi alkohola, a najlepši so spomini na otroštvo. Takrat je bilo dogodivščina, če si šel v trgovino, ne. Zdi se mi, da se je dobilo vse na svetu, kar je obstajalo. Takrat so imeli tako veliko mrtodela, razumete, in ta mrtodela je šala do cerkve, razumete. Samo privoščice pa nismo mogli, ne. Ja, pomanjkanje denarja je bila večna težava. Mnogi so kupovali na up, plačali pa ob dobrih letinah prodaji lesa ali živine. Nekateri nikoli, kaže tale dotrajana beležka. Že leta 1880 je trgovec vložil tožbe, v zameno pa prejel zemljo ali dele gozda. Kakšen obiskovalec pride pa prav, a imate kakšno knjigo dolžnikov? Sem rekel, imam, kako se pišete, ne? Pa pogledam noter, pa prve sploh ne ve, kaj sem hotel s tem povedati. Pol mu šele preblisne, a zdaj bo pa mene iskal, če sem slučajno not med pufarišče kje, ne? Leta 1930 so trgovino prenovili in povečali, živahne trgovske poti pa so lokev kot nevidne niti povezovale z Ljubljano, Gradcem, Budimpešto. Vse do časa po drugi svetovni vojni, ko je trgovina zaprla svoja vrata. Tik ob glavni cesti, po kateri brez postanka teče življenje, a duh minulega ostaja.